vozilo ali vsako vozilo se prevzema kakovostno in količinsko, kar pomeni, da kakovostno se preveri, če je zadeva vse v skladu s pogodbo in ustreza tistim, kar smo naročili. Količinsko je potem, če je v vozilu vse, kar mora biti. Kakovostni se dela tukaj v tovarni, količinski se dela skupaj z vojaki v vojašnici v Mariboru. Potem se vozilo preda Slovenski vojski oziroma enoti v uporabo. To je na kratko postopek. Kakšna bo dinamika za naprej? Teh 13 vozil moramo prevzeti nekje v roku 2 tednov, računamo, da bo prevzem in tudi predaja motoriziranom bataljonu v Mariboru. Omenili ste reprogramiranje pogodbe. Ja. V kakšnem smislu, koliko bo zdaj teh Patrij kupila Slovenska vojska, je že kaj znano? Torej, Patrij bo manj. Rok dobav bo podaljšan in spremenili bomo tudi del nadgradenj, tako da bomo dosegli cilje sil, kot so bili dogovorjeni z zaveznico, se pravi povečanje bojne moči. Zdaj, seveda o detajlih vam ne morem tukaj govoriti, ker je ta stvar pogajana, ampak verjetno bo to dvomestna številka, ne bo več tromestna. To je 90%. Dvomestna številka. Morda čisto na kratko, s čim vse so teh prvih 12 ali 13 Patrijev opremljeni? Mislim, da ta vozila so vsa opremljena z mitraljezom 12.7 ali bombometom 40 mm. Ali bo ta komisija za kakovostni prevzem vendarle ugotovila, kakšne nepravilnosti? Nepravilnosti, če bi ugotovila nepravilnosti, potem tega prevzema ne bi bilo. Če ste spremljali zadevo, oziroma spremljate zadevo zadnjih 6-8 mesecev, ste videli, da je komisija zadeve pač zavračala oziroma ni izvajala sprejema, ker je ugotavljala pomanjkljivosti. Zdaj so te pomanjkljivosti odpravljene in vozilo je tukaj popravljeno za prevoz. Kakšne pa garancije? Garancije so v skladu s pogodbo. Koliko? Tukaj vam lahko pomaga bolj brigadir Bavčar, direktor projekta. Javno objavljeno na portalu že več kot pol leta, 36 mesecev plus podaljšanje. Isto vprašanje kot gospodu Hesu, samo od vas bi rad slišal odgovor. Kako ste zdaj rešili ta problem protiminske zaščite, ki je menda bil problem? No, problem je bil bolj povezan mogoče z nerazumevanjem celotne problematike minske zaščite. Tukaj je bila ekipa strokovnjakov iz Finske in iz Južne Afrike. Mislim, da so imeli kar nekaj dnevno zasedanje in vse tiste zadeve, ki so bile odprte, so ustrezno razrešili. Tako da tehnično poročilo, ki je pripravljeno, govori o tem, da vozilo ustreza, oziroma minska zaščita ustreza zahtevam iz pogodbe. In na podlagi tega kakovostna komisija tudi podpisala prevzem vozila. Ali se lahko pri prevzemu teh prvih 13 vozil še kaj zaplete? No, jaz upam, da se ne bo zapletlo. Vozilo mora priti v Maribor in bo prevzeto strani Slovenske vojske v roku 2 dni in tako se je ostalih 13 vozil, tako da računamo na kakšen drugačen zaplet. Glede na zmanjšana sredstva, koliko denarja je za celoten projekt Patrija zdaj predvideno? Zaenkrat uveljavi še celotna pogodba, dokler pogodbe ne programiramo, je vrednost pogodbe 278 milijonov evrov. Seveda, kakšna bo na koncu pogodba, bo stvar pogajanja naslednjih 2 mesecih. Kako imate po rebalansu denarja dejansko? Zdaj prevzemamo prvih 13 vozil in prvih 13 vozil bomo tudi plačali. Rebalans, ki je bil včeraj potrjen na vladi, mora iti še v parlament in do takrat seveda ne moramo povedati natančnih številk, ker mora parlament potrjeti. To predčasno ste imeli sestanek s tožilstvom, Ministrstvo za obrambo in tožilstvo, kaj ste napovedali? Ministrstvo za obrambo ni imelo sestanka s tožilstvom. Ne vem, Ministrstvo za obrambo ni zahtevalo podatkov, tožilstvo niti ni imelo sestanka s tožilstvom. Prav nimate nobenih informacij, kako daleč je kazenski postopek? Gledajte, kazenski postopek vodi tožilstvo z ustreznimi organi in mi se v kazenski postopek ne vtikamo, niti pač ne sprašujemo, kaj se v tej zadevi dogaja. To je zadeva, ki teče neodvisno od naših aktivnosti. Prav vas pred prevzemom vas ni zanimalo, ali so kakšni znaki kaznivih dejanj? Znake kaznivih dejanj odkrivajo organi, ki so za to pristojni. Če bi do tega prišlo, bi nas obvestili in mi bi delovali v skladu s pogodbo. Prav, očitno kaznivih dejanj še niso našli. Glejte, to sem morda obrniti na tožilko, ki vodi postopek. Hvala lepa. Hvala.